Tudi v posebnem zavihku na spletni strani vlada tik pred zaključkom mandata takole niza dosežke zadnjih 4 let. Smo stabilizirali javne finance, smo okrepili socialno državo, začeli sistemske reforme in ohranili makroekonomsko stabilnost. Je pa naštevanje ukrepov na področju gospodarstva v ušesa zbodlo marsikaterega podjetnika in obrtnika, ki aktualni vladi zamerijo predvsem uvedbo božičnice in dvig minimalne plače. Seveda niso bile vse naši ukrepi dobro sprejeti ali pa dobro razumljeni, ker v bistvu mi smo morali postaviti temelje, da lahko tudi krepimo naše gospodarstvo. Nenazadnje pa po drugi strani treba povedati, da gospodarstvo v zadnjem obdobju beleži rekordne dobičke, na kar smo seveda več kot ponosni. Če bi bilo vse tako res, bi bili zelo veseli. Na žalost pa moram povedati, da je v zadnjih 3 letih v obdobju 21 do 24 v realnem sektorju izpad dobičkov kar za 8% znižan. Glede odnosa z gospodarstvom Arčon sicer odgovarja, da verjame, da so dokazali, da znajo voditi dialog. Z dosedanjim dialogom gospodarstvo vsekakor ne more biti zadovoljno. Je morda kakšen primer, kot je pokojninska reforma, kjer smo bili konstruktivni in sodelovalni, na večina primerov se pa ne moremo pohvaliti. Kot najpomembnejše področje sicer izpostavljajo tudi zdravstvo, da so stabilizirali javni sistem, okrepili javno mrežo. Če zdaj to delo podremo, je veliko vprašanje, ali bo Slovenija sploh imela še eno priložnost, da reši svoje javno zdravstvo. Nad samohvalo vladajočih nismo presenečeni, a iz dneva v dan znova zgroženi so ostri v Fidesu, kjer formalno, spomnimo, še vedno stavkajo. Izjave vlade o stabilizaciji javnega zdravstva so v očitnem nasprotju z realnostjo, ki jo vsak dan živimo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih, so zapisali in spomnili, da iz javnega sistema odhajajo izkušeni zdravniki, manipuliranje s številkami o novih zaposlitvah in investicijah, pa da teh dejstev ne more prikriti.